Slišali smo, da je zares vlaga zahtevo po nujni seji glede pomora čebel. To je res. Vlagamo zahtevo po nujni seji odbora za okolje in prostor in odbora za kmetijstvo, na kateri bo obravnavali najnovejše dogodke v zvezi s pomorom oziroma zastrupitvijo čebel. Danes smo opozorili predvsem na to, da nas ti žalostni dogodki ne presenečajo, da smo jih na nek način napovedovali ob sprejemanju zakona o fitofarmacevtskih sredstvih lansko leto pozimi. Tedaj smo ugotovili, da novi zakon bistveno olajša dajanje teh sredstev v promet, zmanjšuje nadzor nad napravami, s katerimi se recimo vnaša ta sredstva v okolje, recimo škropilnice, zmanjšuje zahteve po izobraževanju, nepregledno ureja evalvacijo in dajanje sredstev v promet in tako naprej in tako naprej. Skratka, ta zakon je preprosto omogočil, da so sredstva lažje, enostavnejše, dostopna večjemu številu ljudi in rezultati imamo sedaj na dlani. Kot vemo, je bilo to posledica tega pomora čebel, ne bi bilo škropenje koruze. Ta škropenje se je upravljalo v vetrovnih razmerih, se pravi nekako, bomo rekli, kar ni prav, da se to upravlja v kakršnih koli vetrovnih razmerih in to se je preneslo na oljno. To je tipični primer, ki dokazuje, da imamo prav. Namreč prav tem, da bi pravilno usposobljen in izobražen delavec ali kmet, takoj, ko je opazil neugodne vetrovne razmere in možnost zanosa na oljno ogrščico, prekinil s tem delom v takšnih vetrovnih razmerah in ga nadaljal tedaj, ko bi bile vetrovne razmere recimo ravno obratne, pihal veter ravno v obratno smer. Ali pa bi kako drugače zaščitil to oljno ogrščico, med drugim recimo tudi tako, da mogoče vendarle zadnjih vrst koruze ne bi škropil. A bi prejšnji zakon, ki je veljal do pred enega leta, dokler ni bil nov sprejet, lahko to vsaj umilil, recimo, takšne pobore? Nikoli ne moremo reči, da bi tudi pod prejšnjim zakonom se to ne bi moglo zgoditi. Mislim pa, da bi se zgodilo v manjši meri in nekoliko teže kot s tem zakonom. Vsekakor lahko zagotovstvo trdimo, da je za pomor čebel, pač razlog pomora čebel neodgovorno ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi. V večini primerov da. Ne moramo pa izključiti seveda, da kje ali pa v kakšnem primeru ne gre za kakšne druge vzroke. Vendar lahko bi rekli incidenca in koincidenca pomorov čebeljih družin z dejavnostjo uporabe fitofarmacevtskih sredstev v teh fazah, lahko bi rekli, razvoja rastlin, kaže na to, da je praviloma prihaja do zastrupitve zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev, vendar, kot rečeno, ni nujno, da to povsod. Imamo pa še en problem in sicer na eni strani odprt trg Evropske unije, se pravi, se lahko iz drugih držav naša to k nam, pa seveda še soseda Hrvaška, kjer je pa to še malo bolj liberalizirano kot pri nas. No, seveda, tam niso na Hrvaškem zaenkrat še niso zavezani, da spoštujejo razmeroma ostro pravo Evropske unije in dogaja se, da takšna sredstva prihajajo tudi v Sloveniji in sicer predvsem sredstva, ki v Evropski uniji niso registrirana za dajanje v promet oziroma za uporabo. Vendar gre tu za nekatera druga sredstva, ki pa se uporabljajo kar v velikih količinah. Pa še nekaj mi je zanimivo, mi, ko smo sprejeli ta novi zakon, ki je bil sprejet, to je bil v bistvu en korak nazaj, če bi tako rekel, ampak v istem času je pa Evropa že pripravljala en bolj striktivn zakon na tem področju. Tako je, tudi mi smo opozarjali ob sprejemanju tega zakona, da nima smisla spreminjati zakona, ki ga je vladajoča koalicija spreminjala, prav zato, ker naj bi jeseni lansko leto prišle nove direktive, ki zaostrujejo uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Torej bi lahko dejansko še enkrat potrdili, da so spremembe zakona lansko leto po zimi, leta 2007, februarja, torej bile rezultat odkritega in lobističnega prizadevanja proizvajalcev ali pa trgovcev s fitofarmacevtskimi sredstvi. In katera oseba slovenskega parlamenta recimo sodeluje ali pa se tudi profitabilno ukvarja s prodajo teh fitofarmacevtskih sredstev? Zdaj, malo nenavadna okoliščina je, da je naša kolegica Marjetka Uhan
tudi, lahko bi rekel, prodaja ta fitofarmacevtska sredstva in že z tega vidika, obenem pa je predsednica odbora za kmetijstvo in že z tega vidika je nekoliko najmanj nehigienično, da smo tak zakon tudi sprejeli, pri čemer pa moramo vendarle povedati, da to razmerje poslanec in pa prodajalec ni nezakonito, je pa, gre pa za konflikt interesov in najmanj za etično sporno razmerje.